jokala sem, slišala sem se s sestro preko videokola, ona me je potolažila, meni je bilo res zelo, zelo hudo. Razmišljala sem samo o tem, da ne bom več skakala, da je konc, da jaz enostavno ne uživam več v tem. No in zdaj recimo, ker zdaj to podoživljam, čutim to težo, koliko mi je bilo dejansko res težko. In potem še poškodba prišla, sem bila pa sploh čist na tleh in takrat je res bil Aljaž in domači tisti, ki so me spravili po koncu oziroma so verjeli vame, da se še vseeno lahko poberem. Domen je zdaj visoko, gre še Domen, bravo, Domen, čez 250. 254,5, podcast o smučarskih skokih. Dobrodošli v pravem času na pravem mestu. Slovenija ima na 25 zimskih olimpijskih igrah po 3 tekmah na srednji skakalnici srebrno in zlato medaljo. Zdaj imajo vsi prejemci medaljo na olimpijskih igrah. Nika že 2, prvo pa je na mešani ekipni tekmi v Predacu osvojil tudi Domen. Poslušate podcast 254,5, z vami sva Cene Prevc in Luka Dolar. Na rampi. 5. zlata olimpijska medalja za Slovenijo je v vitrini na zimskih olimpijskih igrah. Prva za Niko in Domna Prevca ter tudi za Anžeta Laniška. Super Cene, kaj ne? Mislim, da ko potegnemo črto po teli mali napravi ali pručki, kot je kar tisto pravi izraz, koliko so šli skoki naprej, so lahko vsi izjemno zadovoljni s tem, kar jim je uspelo narediti. V vseh teh dneh tudi ta lovljenje, ta pritisk, ki ga dobesedno olimpijske igre prinesejo, sploh potem na te mešani ekipni tekmi se je videlo, kako neverjetno jim je uspelo zdržati in odskakati, kakor se zagre. Smučarski skoki imajo 11 olimpijskih medalj, toliko kot gimnastika, skupno sicer Slovenija na olimpijskih igrah, torej tudi s poletnimi vred 73 medalj, kar pomeni, da je skakalnih 15%, skupno pa smo pri medalji osvojili v 15 različnih športnih disciplinah. Podatki, ki govorijo sami zase, smučarski skoki Cene bodo že na prvem mestu po letošnjih igrah, torej z 12 recimo osvojeno medaljo. Ja, pa si bi upal reči, da zna biti še kakšna več kot zgolj ena. Naj bo pa tale podcast prvič, da človek malo bolj na glas kaj takega reče. Res, vsi posamezniki skačejo tako, da znajo skočiti daleč in komaj čakam, da vidim, kaj se bo začelo dogajati. Prisluhnimo pa televizijskima kolegoma Mihu Mišiču in Alešu Potočniku, ki sta po zlati medalji na mešani ekipni tekmi pred mikrofon ujela obe Niki, Vodanin Prevc, Anžeta Laniška in Domna Prevca. Nika, zračunali smo na hitro posamične dosežke, kljub temu mogoče, da sta bila skaka malce krajša, ne? Ampak še zmeraj bi bili drugi. Ne vem, če ste pozveli ta podatek, da je vaša predstava danes res izjemna. Kakšen je vaš komentar? Spet je bila tista prva serija, tista, kjer vem, da bi zmanjkalo, ampak spet odličen poskusni skok, odličen razplet same tekme. In sem zadovoljna z rezultati. Je bilo dodatna motivacija, tale mešana ekipna je zmeraj nekaj prinese še zraven, nisi samo zase odgovoren, ne? Ja, nekako botriš, spodbujaš drugega, lahko imaš za sabo celo ekipo, celo podporo in nekako je lažje. Ste si danes kaj ogledali? Zadnji ste mi rekli, da ste hoteli Kvandalovo gledati, kaj pa danes ste si ogledali kakšen skok reprezentančnih kolegov? V bistvu sem gledala samo Niko pa Anžeta, ki sta skakala pred mano in mislim, da sta me le še dodatno spodbudila. Hvala, Nika. Hvala. Nika, veliko je bilo že povedanega.
razmišljal sem, kaj bi vam rekel, ne? Ampak tudi z vašim soprogom sem se malce pogovarjal in je rekel, Nika, kadar je ekipna tekma, nikoli ne kiksne, ne? In to je čista resnica. Pa še ena stvar, ne? Vi ste zdaj le z Emo Klinec izenačeni po številu nastopov na mešanih ekipnih tekmah, mislim, da imate 12, če se ne motim, če sem se prvo zapomnil, skratka zelo zaželjena v ekipnih tekmah. Je tudi za vas nekaj dodatnega draža na teh ekipnih tekmah, kjer nisi samo od sebe odvisen? Te ekipne tekme so meni tako posebne, res mi veliko pomenijo. Jaz se res takrat sprostim, vem, da je treba opraviti dva res še vseeno vrhunska skoka, tako kot tudi na posamičnem, ampak nekako se ta energija prenaša iz enega na drugega in je veliko lažje meni tekmovati na ekipnih tekmah. Ful se lažje sprostim in uživam v tistem čajtu. Te ekipne tekme so res dobrodošle in sem zelo vesela za njih. Je tudi tega moštvenega duha zraven, vidimo sicer v izteku, da se družite, vse tisti, ki hitreje opravijo, ne? Vi ste bili danes prva, kaj pa na vrhu, je tudi tega druženja, kaj pogovarjanja, kovanja taktike? Preden sem šla ta prvi skok opraviti, sem šla do fantov po petke jim dati za srečo, da naj dobro opravita, da imamo to. Pa tako isto tudi Niki in potem se odpraviš na vrh skakalnice in enostavno si v svojem fokusu, probaš se fokusirati na to, kaj ti je dana naloga in to probaš opraviti. Ponavadi se velikrat, zdaj v tem trenutku, ker je Lanišek za mano skakal, z njemu gor dala še enkrat petko, potem se pa spustiš in čakaš in trepetaš spodaj na dno skakalnice, kako se bo vse skupaj išlo in se veseliš v tistem trenutku. Slovenija je imela tarčo na hrbtu, če temu tako rečemo v žargonu, branilci naslova ste bili z Pekinga, ste čutili to pri konkurenci, so vas smatrali za prve favorite, kako ste vi mogoče doživeli to? Ne vem, veliko je bilo govora od tega, ampak se nisem nekaj preveč fokusirala na to, ker videla sem, da bo težka, da bomo še vseeno mogli precej dobro poskakati, če bomo želeli osvojiti zlato. In ja, ne vem, danes nam je res uspel vsakemu posebej res vrhunski skok in sem bila vesela, ko se je Domen na koncu ustavil in ko smo videli številko 1 in se zavedali, da je to. To je tisti najboljši občutek. Samo še to vprašanje, ker se počasi zaključuje to druženje, vsaj uradni del. Po prvih skokih, po prvi seriji razlika je bila lepa, ne? Nekateri so že govorili, tekma je odločena. Ste vi poskušali vendarle ohraniti to neko mirnost v glavi? Ja, definitivno. Nikoli ni konec že po prvi seriji, ampak je treba do konca narediti vse skoke. Videla sem, da bo treba tudi drugega narediti dobrega, ker v svoji ekipi oziroma v tisti grupi sem imela same dobre dekleta in konkurenca je bila visoka, ampak ja, nisem se pustila zmotiti in spet sta mi res dva vrhunska skoka in sem zato res presrečna, vesela, da so se končno enkrat sprostila tukaj in ja, zdaj imam okoli vratu to zlato medaljo in ne bom je izpustila. Anže, dan zagotovo, ki si ga boste zapomnili za vse življenje. Ja, definitivno. Pravi, da prve ne pozabiš nikoli, tako da ja, res super, fenomenalen dan. Domen, dejali ste že prej, da tako živčni kot pred današnjo tekmo že dolgo niste bili, kljub vsem tekmam, vsem težkim preizkušnjam, tudi letos, lani in nasploh v vaši karieri. Pa ja, nekako predvsem vrteljak vsega, kaj lahko gre narobe v luči zadnjega meseca. Nekako sem bil samo tako, pač držal se pod kontrolo, pa še oddelaj svoje in nekako sem bil poj do momenta, dokler se nisem ustavil na konc, pa dokler me ni Anže objel, se nisem nekako uspel sprostiti ali karkoli drugače in fokus sem res držal res do tistega zadnjega momenta in sem res presrečen, da sem uspel to nervozo, to vzhičenost usmeriti v prave vode. Anže, kot da bi medaljo osvojili na domačih tleh v Sloveniji, kako ste čutili to podporo? Mislim, ja, res je bilo fenomenalno. Tudi zdravljico, ki smo peli skupaj, to so res taki posebni trenutki in ja, tako kot pravim, spomini, ki bodo ostali za vedno.
Domen, še enkrat prva vaša olimpijska medalja, pravzaprav za oba prva medalja. Je kaj drugačna kot vse lovorike, ki ste jih osvajali do zdaj? Vse olimpijske igre so le olimpijske igre in pač sem priješ, treniraš, enkrat na 4 leta se zgodijo, enkrat na 4 leta imaš priložnost, da to ujameš, pa na te 4 leta moraš biti v pravem momentu, v pravem času v res dobri formi. Pa je pač tle še kanček sreče na konci in pač to je res nekaj posebenega. Olimpijska medalja je to, kar se živi, prispeva, to, kar mislim, otroci od majhnega sanjajo in to je pač, to je res vrhunec vsega. Kako vi občutite to olimpijsko medaljo v primerjavi z vsem, kar ste naredili že v tej karieri in ni malo tega? Ja, zihar je trenutno tole najvišje, tako da ja, drugače ne. Skozi celotno sezono lahko nabiraš točke, pa če ti en vikend ne gre, ampak tukaj moraš biti pa v tem trenutku, ja, moraš imeti res ta prav skok in vse dati in ja, nam je to do nas ratalo. Čestitke še enkrat in srečno dalje na teh igrah. Hvala lepa. Hvala. Vzlet. Cene izjemno čast imava tokrat, sediva v eminentni družbi naše zlate olimpike, ne samo enkrat, že dvakrat, 3 slovenski športniki in športnice, ne 3. 6 slovenskih športnikov in športnic z vsaj 2 zlatima medaljama, na prvem mestu še vedno Leon Štukelj s 3, po 2 pa imajo Tina Maze, Miro Cerar, Urša Križnar, Janja Garambret in Nika Vodan. Nika, živijo. Živijo. Nika, za začetek nas zanima, koliko je že teh občutkov zbranih, koliko podoživljanj tekme, tistih trenutkov zmešane ekipne preizkušnje. Ja, jaz mislim, da bom še kar nekaj cajta imela te občutke, te misli zbrane v glav in podoživljala to tekmo, ker ja, to ne gre kar tako mimo, še iz Pekinga se spomnim, kot da bi bilo včeraj. Verjamem, da bo to isto iz to tekmo, verjamem, da bom še kar nekaj cajta premlevala, kako in kaj je potekalo. In ja, ful sem bila vesela na koncu. No, sej so vsi opazili, da solze, nisem skrivala solz in zadovoljstva, tako da razlog za to pa je bila itak zlata medalja. Pa če se že stalno to sprašuje, glede na to, koliko je različnih medijev, različnih prispevkov, kolikokrat pa je bilo že potrebno povedati, kakšni so občutki, kako se počutiš? To je pa ta klasičen vprašanje, kako se počutim, ja. Koliko različnim osebam je bilo potrebno to povedati in razložiti? Neštejem, velikim. Neštetim, tako ja, neštetim, res ogromno. Ja, sej, glih s tem, ko začneš vsem ostalim razlagati, kako si se počutil tisti dan na tekmi, kaj si dal skozi tiste trenutke, je glih to razlog za to, da zmeri pridem tudi jaz do solza, ne? In je pa je tako težko čez dan prideti, ampak vseeno sem pa glih tako tudi ful hvaležna za te ljudi, ki vidim, da jih nekaj zanima in načeloma skrbi tudi za mene po eni strani. Kakšno je vzdušje znotraj ekipe? Tisto, kar vidimo po televiziji, verjetno veš, kaj vidimo. Me pa zanima, če je kakšen detajl, ko ste, ne vem, še v boksu, v garderobi pred tekmo, ste se veliko pogovarjali, ste bili bolj tiho, ste čutili, da je nekaj velikega v zraku, ker ste zelo različni karakteri, se mi zdi, Domen, Anže, ti, druga Nika, ne vem, če ste si dva podobna v bistvu, no. Kako je to izgledalo? Ja, res smo si različni karakteri vsi in mogoče bi še nekak tema pa debata tekla v kabini, če bi bila jaz pa Žaba skup, pa Nika pa Domen, ampak je bilo pa tako, pač iskreno, načeloma ni nekih posebej hecanja ali pa zajebavanja pred samim skokom ali pa da bi se ful neki družili. Vsak se načeloma pripravi zase, ti greš, odlaufaš, se ugreješ, narediš tisto imitacijo, greš v kabino. Jaz sem šla poj še do fantov v kabino in pač obema dala petko,
in zaželela srečo. Pa seveda isto tudi nekaj, kar se napravim, preden grem ven, ji daš petko in potem se odpraviš gor na vrh skakalnice. Načeloma ni nekih presenečen tle ali pa karkoli, kaj ponavadi včasih je še kdaj kakšna muska letela ven iz kabine, da je pač bilo vzdušje majčkeno bolj sproščeno, ampak tokrat ni bilo, bolj v vaks kabinah bilo. Ker Toman je rekel na otvoritvi, punce so se zafrkavale, bilo je fino, tega tu ni, to je drugače, ne? Tu res ni več prostora za smeh, sproščenost. Pa mora malo biti tega, pač, da se ti znaš pozabavati, pa pohecati, pa hkrati preusmeriti svojo to nervozo začetno, preden greš skočiti. Je prav, da se ti znaš, da najdeš ti svoj notranji mir, tudi po en strani in hkrati svojega otroka prebuditi v sebe. Ne? In ja, ne vem, jaz bom tako rekla, pač jaz zmeri dam slušalke na glavo, pa muziko poslušam in se s tem potem probam sprostiti, pa zmeri si pojem na vrh skakalnice, zato da mi malo lažje. In to se je tudi videlo včeraj. Kjera je bila včeraj v ušesih na vrhu skakalnice? Vem, kjera je bila. Ja? Odpeli me. Pa naj bo, kar hoče. Cene je ostal brez vprašanj. Brez vprašanj. Pa naj bo, kar hoče. No, kar naprej. Vsaj, kar se mene tiče, raje ne bom pil, bomo hitro izgubili poslušalce. Koliko je bilo prespanih noči pred tekmami? Odkar smo mi tle, tudi eno noč nisem v kompletu spala. Slabe postelje? Pa ne, ni slaba postelja. Jaz bi rekla, da ta stres, ki je, to ga čutiš, toliko gre stvari skozi glavo, ful nekaj premlevam, se vidi, celo noč sam nekaj razmišljam, kaj in kako. O čem? O tem, da bo napaka na mizi, v zraku, da oprema ne bo v redu? O čem? Vse po malem, načeloma, od opreme do tistega dneva, kaj bo, kako bo to potekalo, a mi bo uspelo, a bom lahko prikazala tiste svoje najboljše skoke. Vse živo razmišljam. Tudi imela sem sicer pred olimpijskim, predno smo sem prišli, sem premlevala veliko o velikankah, tam tisti nisem mogla spati tudi, tako da bom rekla, da je veliko enih informacij v glavu, ki so takole pred tekmovanjem res nepotrebne in jih probaš ven dati, pa da bi vsaj malo zaspal, ampak ne rata, žal ne. In ravno pri skokih, spomniš se, kaj je bila moja prva stvar včeraj, dobesedno iz kje si to potegnila. In sicer skok v prvi seriji je bil nekaj, kar se te po malem čaka že celo zimo. Jurij me je potem spomnil, da nekaj podobnega ti je uspelo izvajati v Visli, ampak dejansko, kaj pa je bila tista mogoče drugačna misel v glavi, ki je šla iz poskusne v to prvo serijo? Katera je bila misel, naloga, ki si jo zadala, da je potem le uspelo? Edina naloga, ki sem si jo res dala, je bila to, da vem, da sem poskusen skok, sem mečken z boki noter zatešala in so smučke padle. Sem se malo lovila v zraku. Še vseeno je bil dober skok, ampak vedela sem pa, da ni sproščen. In načeloma sem si sam zadala, da ko bom šla gor, da v bistvu naredim skok tako nekako ne ful na moč, ampak tako bolj z občutkom, tako mečken bolj na pol. Ne znam razložiti to, vsi poslušalci, ne vem, če si znali to predstavljati, ampak je zanimivo, da ni vse na moč tle pri skokih, ampak je veliko na občutkih in da mi je to ratalo. Res, jaz sem bila ful srečna po prvem skoku, sploh ne morem verjeti, da mi je kaj tacga ratalo. Ampak pa sem se pa probala res za drug skok isto fokusirati na to nalogo, pa da pokrijem tam v zraku, da sem se mečkem bolj, da nisem bila preveč stegnjena pa z boki noter tešala, ampak mečkem bolj v kljukico. Ja, ravno to se nekako poudarja, da če skakalec želi preveč odskočiti, hitro lahko začne podirati pri odskoku in zaradi tega potem ni prišlo do podiranja, gibanje je bilo pravilno in to je sam nesel. Hvala, ja, je. To je odvisno od skakalnice, da jo začutiš, da veš, kaj je prav, da ne greš preveč na silo, to, kar skušaš razložiti za vse poslušalce, ki niso morda toliko v skokih. Ali je pač
to pravilna tehnika povsod na vsaki skakalnici? Drugače, to je načeloma tisto, kar iščemo povsod. In bi si želela, da bi sicer že prej tudi te občutke najdla, da bi že malo lažje prišla sem na olimpijske, ampak je prišlo pa še vseeno ob ta pravem trenutku, če sem čisto iskrena. Ja, skakalnica je načeloma taka malo specifična, majčkeno brez ritma. In sem mislila, da bo šlo, če bo šlo na moče, na začetku sprva. In sem si hotela dati nek svoj ritem tam not v mizo. Ampak se to ni išlo tako dobro in sem potem iskala neke druge rešitve. In z Jurjem nama je to zelo, zelo dobro uspelo, da sva najdla res tisti pravi recept za dober skok. In zdaj tak skok izvedeš na veliki skakalnici, kamor se kmalu selite in bo šlo? Ja, jaz upam, da ja. Je tako enostavno? Ja, ni drugače tako enostavno. Daleč od tega, prvo bo itak prvi stik s skakalnico, da vidiš, kako je, probaš iste občutke ohraniti in jih prikazati seveda tudi na ta veliki skakalnici. Ampak ja, vedno se izkaže tako, da prve skoke se bolj loviš, majčkeno spoznavaš in probaš čim hitreje uloviti ta najboljši val, tako rečeno, in ja, potem uživati, ker enkrat gre in je lažje veliko bolj tudi na tekmi. Saj cene to ve. Ja, ravno za tistega, ki mogoče se sprašuje o tem momentu, kakšen ritem tekmovalci iščejo. Na večini skakalnic skozi radius ponavadi pride do tega pritiska zaradi samega vzgiba in to dostikrat tekmovalcu pomaga pri temu, da začuti, ali je na pravi poziciji in kdaj tudi začeti odskakovati. Večino teh modernih skakalnic ima pa zdaj same radiuse zelo razpotegnjene, vključno z tem na mali napravi, avtocesta. In je kar nekaj posameznikov, ki jim to daje tisti velik dodaten izziv, na kaj se potem nekaj drugega orientirati. To, kar smo zdaj razglabljali, je tudi nekako odgovor na vprašanje, ki sem ga imel pripravljenega. Zelo lahko vprašanje, zakaj na posamični tekmi nisi skakala tako kot na ekipni, ker si iskala to, kar si našla v prvi seriji mešane tekme. Ja, nisem najdla teh pravih občutkov še na posamični, nekako sem se lovila, vse se je tudi Žaba načeloma lovil na... Domen. In tudi Domen. Mislim, da smo imeli kar vsi majčkene težave. Najbolj scenika najdla že kuj na teh uradnih treningih. Ja, ne vem, jaz sem bolj tako dizel scena, da se potem bolj zalaufam malo bolj kasneje, no, tako. Vrnila si se po poškodbi. Govoril sem malce tudi s strokovnim delom vaše ekipe, pa prišel nekako do zaključka, da so vsi v tebi videli žar v očeh tako ali tako, ampak misel, osredotočenost prav na to tekmo na olimpijskih igrah, ko se je začela rehabilitacija. Zdaj, a si prav obkrožila 10. februar 2026, to ne vem, ampak po nekaj pogovorih sem dobil občutek, da ti je ta tekma pomenila mogoče še več kot posamična. Ja, jaz že od nekdaj si govorim, da sem rojena v bistvu tako rečen za ekipne tekme. To mi ful odgovarja, res sem, ne vem, najdem tisto energijo, se sprostim, ful mi lažji. Zdaj, da bi lih obkrožila, nisem 10. Februarja, ampak jaz že kuj po poškodbi, ko smo rehabilitirali kolen, sem rekla, da bo to težka pot do olimpijskih. Še vseeno bom mogla fest garati, fest delati, fest trenirati in tle pač je Gaber naredil vrhunsko nalogo, ker mi je stal non-stop ob strani in smo zrehabilitirali kolen do take meje, da pač jaz nisem res imela teh težav veliko, potem tudi na skakalnic. In nekako je zlaufal, tudi sama sem poj fizično veliko boljš bila, kakor sem bila prejšnja leta. Mogoče zadnje 2 leti pred poškodbo, ne glih olimpijske v Pekingu pa tako naprej, ampak ja, nekako sem upala prvo, da bom prišla na olimpijske, to mi je bil glavni cilj, ker
bile so še vse druge punce v ekipi. Jaz nisem skakala najboljš pred poškodbo, jaz se sploh kvalificirala nisem na tekmo, če se dobro spomnimo tega, in sem imela mešane občutke. Vedela sem, da bo treba fejst dobro poskakati, da prijem v to ekipo. In nekako je zlaufalo, že ko s prvim dotikom skakalnice po poškodbi je šlo vse lepo tekoče. Začela sem spet malo uživati nazaj na skakalnic, kar je bistvo. In sem ful vesela, da mi je začel ratovati tisto, kar sem si želela. Pa kaj sezona se začela, je pa v bistvu tudi rezultatsko mi zelo dobro kazalo. Zadovoljna sem bila z rezultati, počasi sem stopnjevala, in ko smo se bližali olimpijskim, valjda pač ekipna tekma, sem vedela, da smo močni, da je to in da se ful veselim te tekme, ampak ja, posamično je pa zgodba zase, tam si še vsem, ja, sam si, ampak je večji stres, se mi zdi takrat, no, za moje pojme. Jaz več stresa čutim tisti dan. Jaz se spomnim, ko sem se tresla gor na vrh rampe, preden sem se spustila ta prvi skok tle na posamični. Ni mi bilo dobro, tudi slabo sem se počutila in tudi neprespana sem bila, in zato tudi razlog potem za te neprespane noči. Tako da, ja, ekipne tekme itak zmagajo za mene. Ravno to mogoče premalo vemo ali pa poudarjamo. Na koncu je super, fino, fajn, veselje ob medalji, pa tudi če ni zlata, no, kakorkoli ob uspehu, ampak ta pot, te ovire, ki so na poti, si tudi ti prišla do kakšne točke, kakšnega momenta, ko si razlagala to pot od trenutka rehabilitacije ali pa še prej lahko, no, od poškodbe, ko si rekla, ma sej, brez veze, ne grem se več. Da ti je bilo res težko, ne vem, da je samo Aljaž bil lahko še tisti, ki te je potolažil, recimo. Bilo mi je precej težko. Težko mi je bilo predvsem ravno ta zadnjo tekmo pred poškodbo. Spomnim se, da sem šla v tisto kupolo tam v Pekingu na vrh, ker se pač nisem uvrstila na tekmo. Jokala sem, slišala sem se s sestro preko videokola, ona me je potolažila, meni je bilo res zelo, zelo hudo. Razmišljala sem samo o tem, da ne bom več skakala, da je konc, da jaz enostavno ne uživam več v tem. In zdaj, recimo, ker zdaj to podoživljam, čutim to težo, koliko mi je bilo dejansko res težko. In potem še poškodba prišla, sem bila pa sploh čist na tleh, in takrat je res bil Aljaž in domači tisti, ki so me spravili po koncu, oziroma so verjeli vame, da se še vseeno lahko poberem. Vedeli so, da pač karkoli se bom odločila, je to pač, da bo odločitev, ki bo, pač bo padla, in sem se jaz tako odločila, zato ker tako čutim. In vedeli so pa hkrati, da ne želijo, da se jaz odločim to v efektu jeze oziroma v tistem stanju, ki sem takrat, bolj že to premislim in pretuhtam, in takrat me je tudi psihologinja v bistvu veliko rešila, da sva skupaj mečkem predebatirala te stvari, da dajmo najprej to koleno rehabilitirati, spraviti to najprej pod streho in potem razmišljati, kaj in kako, in dejansko glih zaradi vsega tega suporta v ekipi, so me gor potegnili in sem veliko lažje začela skakati, pa uživati. In ko sem začela uživati, sploh nisem imela več dvomov, da bi pač zaključila, ampak sem imela samo še željo, da bi nadaljevala. A je to zdaj tako dobra Nika, kot je bila ob osvojitvi velikega globusa? Ker konkurenca je drugačna, mogoče celo močnejša, širša predvsem. Tudi pravila so drugačna, načeloma, kakor je bilo takrat. To se vse spremenilo. Težko gledam jaz to, kako je bilo takrat, pa zdaj. Pač to težko primerjaš tudi načeloma, ampak bom pa rekla, da sem pa morfološko zelo boljš pripravljena, kakor sem pa bila takrat. Tudi iz tehničnega vidika bi rekel, da je šlo toliko naprej, da v tem momentu Nika skače bolje, kot pa takrat, ko je bila najboljša skakalka. Vidiš, pa veš.
ta veš strokovno. Verjamem. Lih zaradi tega, pač šli so skoki toliko naprej in so tudi skoki veliko bolj kvalitetni in lepši, kot so bili leta nazaj. In se pozna, da punce dajemo oziroma nadgrajujemo to tehniko in se bližamo pač moškim skokom tudi. So ti še všeč? V smislu tega, kaj vse razlagamo oziroma o čem se vse pogovarjamo, pa ta napredek ženskih skokov, a je tukaj še nekaj romantike? Verjetno ti je bilo tudi to nekaj, kar te je pritegnilo kot mlado punco, a je mogoče zdaj že preveč teh okoliških dejavnikov, ko vas nekam postavijo, vam dajo tekme v termine, ki niso gledani, če se spet recimo spomnimo Visle, četrtek zvečer, petek zjutraj, te take stvari kaj odbijajo? Ja, iskreno ni mi všeč, da smo pač punce se borimo za to, da bi bile bolj gledane, bolj zanimive, a na koncu v bistvu imamo take termine, da tudi navijačev nimamo potem na koncu in to mi je res tako dosti težko, tako v Visli sploh nisem imela občutek, da je bila tekma in mogoče zaradi tega tudi, da sem tako dobro poskakala, ker pač nisem čutila nobenega pritiska, ampak še vseeno navijači morajo biti. Navijači so del te zgodbe, ki se gradi in ja, pa vse te malo začne odbijati, bolj v smislu to, kar se spreminja ta oprema, mi tudi res ni všeč, ker se mi zdi, da sam še od opreme lahko govorimo non-stop v skokih, kakor pa pač od tehnike, pa da bi se sprostil. Zaradi tega tudi mogoče malo več te napetosti, neprespanih noči, ki se pojavijo takole in začneš razmišljati o vseh stvareh, da bi in upaš, da bo vse šlo tekoče, gladko, ampak ja. Omenila si samo to, kako se ženske trudite. Kaj pa ti sama bolj verjameš? Imaš raje tekme, ko so na istem prizorišču ali tekme, ko ste punce na lastnih lokacijah? Ja, to, da so nas fanti združili, mi ni iz tega vidika všeč, zaradi tega, ker me je strah, da bi domačo tekmo me punce izgubile. Pač Ljubno je čar ženskih skokov po celem svetu, iskreno, največ navijačev. Rajš bi videla, ja, da bi bile še vseeno tekme ločeno, da imamo svoj termin, ker se mi zdi, da je tudi čez dan kar precej pestro, pa potem imamo eni, ne vem, da greš na uradni trening, pa nazaj v hotel pojest kosilo, pa poj nazaj še enkrat na skakalnico, da imaš pa tekmo. Recimo, to imajo zdaj fantje velikrat, mi pa imamo ravno za kosilo, kar pa tudi ni za nas punce, če imaš težave s kilogrami, je to sploh težko potem odskakati, ker rabiš pa še vseeno jesti pa imeti energijo. Ja, Jurij je že vsake toliko omenil, da bi organizatorji se morali malo bolj spomniti, pa tudi če že je tak timing, se omogočiti, da ima vsak lahko, da kaj poje tudi potem po tistem treningu. Ja, velikokrat se zgodi, da na lokacijah sploh ni te priskrbljene hrane ali pa tople hrane predvsem. Sej kakšni sendvički so tam na skakalnicah kdaj ali pa ne vem, kakšne tablice pa čokoladice, ampak to ni to, kar pač rab trenutno športnik, vrhunski športnik, da dobi dovolj energije. In jaz mislim, da nas dajo na take termine, je kar težko tudi nam puncama. V tem svetu, kjer je zelo pomemben telefon, pa objave na socialnih omrežjih, marketing povezan s tem in se tudi meri, bom rekel, nekako doseg posameznih športov preko tega. Mednarodna smučarska zveza, ne da vas izobražuje, vam daje kakšne usmeritve glede tega, aktivnosti na teh družbenih omrežjih, karkoli v to smer, ker s Sandrom Perteljem sem se malce pogovarjal okrog tega, pa se zaveda oziroma ponosen je bil, koliko ogleda je imel poletnike pri Otcu Vikersundu in se je na to številko opiral, pa se mi zdi, da vsaj meni, da bi bilo potrebno mogoče vlagati v kaj drugega, kot pa to, ki bo največ klikov, ki bo največ všečkov in kako se bo do tega prišlo. A oni kaj komunicirajo z vami glede teh stvari pri Mednarodni zvezi? Načeloma
prav do nas ne, ampak imamo pa, mislim, da v bistvu EFA je bila kot predstavnica, ja, EFA Pinkeling je predstavnica bila, zdaj mislim, da ni več za nas punce in je v bistvu ona ponovadi komunicirala z nami, če je bilo kaj v tej smeri, ampak da bi kakšna informacija do mene prišla, ni načeloma. Glede tega so trenutno Norvežanke, jim uspeva ena taka manjša, drugačna zadeva, ki jim uspe delati na družbenih omrežjih, ko na vsakem prizorišču naredijo en bolj zanimiv videoposnetek. Ja, to je pa to z lasuljem, ki jih imajo, ja. Neke take smešne lasulje imajo iz, mislim, da je neki, ne vem, da malo mrgoli vse skupaj po glavu. In se potem hecajo, ne vem, dajejo kakšne smešne posnetke gor, mislim, da so bili tudi enkrat trenerji gor. Mislim, da tisti posnetek še največ ogledov bilo, no, sej, logično zakaj, ker je bil posnetek brez majice, ne, ampak še vseeno. Ja, to je tudi ena stvar, ki v bistvu pritegne navijače, poslušalce tudi in vse pač, ki imajo radi ta šport in ne vem, nekako se lažje povežejo tudi navijači z nami, vidijo kaj je tudi mogoče drugačnost nas, ne. Še enkrat bi se vrnil na zlato medaljo tule. Prej smo opisali, kaj je v njej s to tvojo prehodeno potjo, koliko jo poznaš tehnične in kakšne druge lastnosti, koliko si jo ogledala, kako težka je, kako velika je, kaj teh stvari že poznaš ali še ne? Koliko je težka, ne vem, ker nimam vage s sabo, tako da je to težko. Potehtam, ampak jo pa tako, ker jo imaš v roki, sem jo glih prej, spet sestra, evo, sestro slišala. In smo se slišali prek videokola, ker sem pokazala še otrokama to medaljo in vem, koliko veliko tudi njima pomeni, da sem tle, kjer sem, da sem uspešna, da sem zadovoljna predvsem in to vidite tudi ona dva moja nečaka. Ravno rekel je, da je v vrtcu razglasil vsem, da ima teto, ki ima zlato medaljo iz olimpijskih, kar bi bilo tako, pač res me pogrel pri srčku. Tako, ja, sem pogledala večkrat to medaljo in je medalja lepa, je minimalistična, ni preveč stvari gor, tako da pa ja, vredna vsake kapljice znoja, ki je bila pretečena na treningih, pa mislim, tle lahko se noter podpiše tudi cel trenerski štab ekipe, obe ekipe, moška kot ženska in seveda družine, pa vsi navijači, predvsem pa Aljaž, mož, ki je pa največ tle prispeval k temu, da sem jaz tle, kjer sem. Primerjava s pekinškimi medaljami, če jih gledamo od zunaj. Od zunaj? Ja. Katere so te lepše? Tam vem, da je v zvezdje gor, kakor jaz vem, na tisti medalji neki je point tistega. A ja, to! Ok, ja. Ti si se zdaj spomnil na svojo medaljo in gruntov. Ne, pač so eni vzorci gor narisani, ampak enkoli nisem gledal, da so to zvezde. Ja, mislim, bilo je predstavljeno tam prav v vasi, kva je to in je bilo nekaj povezan z enimi zvezdami, da je prav lokacijsko točno na vsaki točki ena pikica. Ne vem, drugače, tako bom rekla, obe dve sta zelo lepa, bom pa rekla, da mi mogoče ta lepša na zunaj. In ko sem želel vprašati, kje jih imaš, boš imela spravljene, me najprej zanima, kje jih imaš ti cene, ker vidim, da jih nimaš nekje pred nosom. Medalja je ena od dveh trofej, ki je žena zahtevala, da morata biti v dnevni sobi, vse ostalo pa je v tistem že kar poznanem, tistim, ki nas poslušajo v skladišču, škatlah. In si do danes gledal medaljo in nisi vedel, kaj
to v Zvezdi je? Nisem Kaj je se to? toliko obadal s tem, kaj točno kaj tam pomeni. Pa dobro, lej, se je pa nekaj novega naučil. Ali ja že zabija nove žebljičke, kam bo šla? Ja, kar ne jih. Ker malo jih ne zabija tam v sten, ker ni placa na nobeni polici več. Jaz sem, tako kot sem že nekaj cajta nazaj povedala, sem rože ven vrgla stanovana, ker sem rabila polico še okensko zafilati s tistim ne globusom, s krožnikom iz Roer turneje, ker je res velik. Ja, jaz imam rada to, da je nekje postavljeno, da se vidi, da mene tudi majčkeno pomne in spomne, kaj sem vse skozi dala in veliko mi pomenijo te stvari in zato si tudi želim enkrat imeti to eno prav posebno sobo, samo zato, da bo res na ta pravem mestu in označeno tako, kot je treba, ker trenutno res, ker imamo tako majhno stanovanje, še vseeno ni dovolj placa in ja, počas bo treba zgledati tudi po tleh, ker dajo stvari. Oziroma kakšne 10 krožnikov makni, da še v kuhinjo sem. Ja, kar noter v police. Toliko zlatih medalj imaš kot Michael Jordan. To je dobra primerjava. Ti je všeč ta primerjava? Všeč. Kaj ti pomeni? Kaj posebnega ali ker je Michael tak športnik? Dobro se sliši. Predvsem to. Veš pa tudi, če se ne motim, koliko je v evrih vredna ta zlata medalja? Obstaja nek podatek, če se ne motim. Je nek podatek, ampak zdaj ne vedela točno slava. Dobrih 2000 evrov? Ja, ravno, mislim, tisti tedenski članek na MMC-ju je rekel, da se je s tem tednom na borzi zlato ovrednotil na takšnem znesku, da je sama kolajna, mislim, predvsem srebro je tukaj tisto, ki bolj šteje, ker je za tistega, ki ne ve, zlate kolajne so v osnovi večinoma iz srebra in pozlačene, nekaj delček grama je zlata in vse skupaj naj bi bilo vredno tam ravno okoli 2000 evrov. Torej včeraj? Ne, ni, mislim, iskreno... Sej neprecenljiva, sej ne boš prodajala. In to ne bo nikoli... Govorimo o tem, če to pretopiš v palico, ali? Ja. No, ne, pri meni se to nikoli ne bo. Maskota pa veš, koliko stane, ki si jo tudi dobila na podelitvi? Mislim, da sem slišala cene, ja, katastrofalne. 45 evrov? Ja, 45 evrov, mislim, da se prodajajo te tine, tako rečeno. Tine, mislim, tako. Tina imenuje. Hermelini, ne? Torej, občutek 2045 evrov okrog vrtu včeraj, recimo, na podelitvi. Je več vredna. Je več vredna, se strinjam. Nika, 25 si stara, pa me zanima, dokdaj še? A se to ful sliši drugače, 25? Ne, zelo malo, ja, ravno zato. Ampak ženski šport je, ne, in malce drugače, tu se pogovarjamo kot pri fantih, se mi zdi, materinstvo je pri teh letih že verjetno nekje v ozadju ali kakorkoli. Ne nazadnje si že poročena in tako naprej in uspehov imaš na skakalnici, kar se da. Ja, definitivno želja mi je itak biti enkrat mami, da bi vzgajala otroke in lahko razlagala tudi svojo zgodbo. Ampak trenutno jaz mislim, še ni čas za to. Vem ja, da je to malo težje, kakor pa pri moških, ne moreš imeti otroka pa zraven še skakati, to bi bilo kar zanimivo videti. Ja, so pa bile že skakalke, ki so v bistvu imele otroka in pač prišle nazaj v skoke, ampak to so bile bolj skakalke nižjega ranga in v bistvu niti ne toliko uspešne. Ampak ja, ne, jaz imam najprej cilj, da dosežem oziroma da skačem toliko cajta, toliko cajta, kot bom uživala v tem športu. Da res potegnem svoj maksimum rahla in kad evo, zdaj sem pa res dala vse v ta šport, zdaj sem pa pomerjena, pa ko bom res odločena, da to je pa to, zdaj bom pa zaključila, bom pa pač dala takrat vedeti tudi, da je to.
ampak mislim, da ni cajče za to. Mislim, zdaj je malo težko o tem razmišljati, ko dobesedno čez nekaj dni prihaja spet eni večji izzivi dobesedno v karieri, ampak kjer so pa tisti izzivi, ko ravno zdaj govorimo o daljši prihodnosti, ki jih imaš v glavi, da so še stvari, ki jih želiš opraviti. Pa recimo, da Planica je v bližnji prihodnosti, to že vemo, da želiš čez 200. Športni ali izven športni? Govorimo zdaj o tvoji športni. Ja, Planica definitivno je eden izmed tistih ciljev, ki se ga v bistvu že res veselim, da bomo enkrat tudi tam letela in lahko dejansko se primerjala z Aljažem. O daljavi se takrat lahko tudi pogovarjala o teh stvareh. Vse veš, da ti bo povedal, da je bil on na stari letalnici, da ni bil na tej prenovljeni. Skozi je bila tema v bistvu, da ima on rekord v naši družini. Kdo bo potem imel najdaljši spolet pod hišo, to pa bo. Ja, no in to je v bistvu ena izmed tem, ki me še v bistvu, ki imam v bistvu nek trn v peti, ki me skozi žuli, ki me skozi nekaj matra. Pa sej prav, da imam tudi on v bistvu nekaj, kaj je dosegel, pa da spada v zbirko, ampak sem pa preveč trmasta in želim pač tudi jaz enkrat nekaj doseči. Predvsem imam cilj v bistvu leteti preko 200 metrov. To je tista res glaven cilj za to leto, recimo. Za naprej, ja ne vem, nisem drugače osvojila niti ne novoletne turneje. Zdaj bo sploh zanimivo, ne? Če bo šlo tole res skozi, kot pravijo. S 4 skakalnicami. Ja, res. In v bistvu bila sem že zelo blizu, da bi osvojila. Na Ljubnem me je žal Sara Marita sovico odnesla proti svojemu domu in sem jo lahko samo pobožala in rekla adijo. Pa naslednjič, ampak ja, zdaj te sovice Nike je res bila lepa. Žal, škoda. Res mi je bilo všeč, iskreno. In take trofeje si bi pa res želela, ja. Omenila si pa še sama, si že postavila vprašanje izzivi izven karijere, izven športne karijere? Vidiš, jaz čutim, da bo to naslednje vprašanje, pa kar vprašam. Cene, greva midva, vse bo. Tako kot sem že prej rekla, enkrat bi bila rada mamica, zadovoljna, srečna mami, ki bi furala življenje, tako življenje, da bi bila jaz v bistvu srečna, tako kot sem bila pač tudi v skokah srečna, oziroma sem zadovoljna. In bila bi rada tudi enkrat slaščičarka, drugače, samo me tako, ne vem. Ne vem, rada bi delala torte, tako, evo, in osrečevala na ljudi na tak način, da bi jim nekaj ustvarila in to dala. To je taka zadeva, ki v bistvu me zdaj zadnja leta ful zanimala. Sicer nisem imela priložnosti se ful nekaj izobraževati v tej smeri, ampak slej ko prej bo tudi ta čas prišel, da bom jaz se majčkeno bolj v to poglobila in to upravljala. Jo bo Julija vzela? Mislim, kot prvo lahko potrdim, da tisti redek prosti čas, ki ga je kdaj imela, da je nekaj že ustvarila kar zelo lepe kreacije, sploh ko gre za kakšne družinske člane, se zelo potrudi. Z Niko pa vem, za ženo pa vem, da sta Tvoja žena, Julija. Malo v navezi, tako. Sta praktično že malo v navezi in je malo v tihem, da tisto se nekako čaka, tisto prosto mesto, bo mislim, da vedno dobrodošla, če bo želela tam ustvarjati. No ja, pa smo že malce rešili. Vidiš, fajn. Mislim, vem, da smo imeli z Julijo že debato o tem. In ni pozabila na to. Vem, ampak vem, da je tudi sama rekla, ja zdaj, a boš sama furala, pa mi boš konkurenco delala, a boš pa k meni prišla. Tako da. In cene modre moči. Oboje bo super. Bravo. Trenerstvo pa ne, skokih. Boš tam Aljaža pustila pri miru? Ne, to bi pa rada. Tudi tu mu ne daš miru. Ja. Najprej mu bo vzela rekord, potem... Sorry, Aljaž, ampak zgleda sva za večno skupaj, tako kot, mislim, sej sva,
tako je, mene si izbral in to se je dobo. Ne, iskreno, to je bila pa ta prva želja moja, da bi jaz rada bila trenerka za te mlade otroke. Jaz ful rada sem v bližini majhnih otrok in bi rada dala tudi to, kar sem jaz dobila pač pri skokih, to srečo, to sproščenost, to neko, ne vem, neko novo jaz, da sem pač res zaživela v tem športu in bi rada, da tudi nekdo drug začuti ta šport, kot sem ga jaz začutila. Rada bi pač spravila te otroke do take meje, da bi tudi oni začutili, kako je fajn leteti. In ko opisuješ sebe, Niko Vodan, kot tisto trenerko, ki pri malih zbudi iskrico želje do letalstva, kdo je bil pa pri tebi tista Nika Vodan, ki je vzbudil to iskrico? Iskreno, najprej bil Gregor Schlierencauer, še imela sem plakat doma, pa posterje povsod nalimane. Pa naredila sem prav PowerPoint, se spomnim, v šoli sem mogla narediti predstavitev pri angleščini športnika in sem ga predstavila. Takrat je bil najprej on in jaz sem, pa ne da bi začela dobesedno zaradi tega v skokih, ampak je to kasneje, ko sem začela spremljati malo več skoke, mi pa rasel takrat k srcu. Pa se je pa začelo to malo spreminjati, potem je bil Peter zvezda zase, res, pač to njegova zgodba me pač res všeč in se nekako vidim v njej in zato tudi on kot idol. Telemark. Zaključujemo z epizodo, ki bi sicer lahko trajala in trajala, se mi zdi. Tudi Nika Vodan ni bila vedno na olimpijskih igrah, tudi ona je morala in se razvijala na tekmah nižjega nivoja. Le te so prejšnji vikend potekale v Kranju, celinski pokal tako za fante kot za punce. Rok Oblak je bil na eni tekmi 4., Enej Faletič 7., 8., Žak Mogal 9., Žiga Jančar 10., povratek Žiga Jelarja v Kranju po poškodbi. Pa če gremo še na ženske, Taja Trbovšek po tisti azijski turneji prihaja nazaj, ko je bila že v svetovnem pokalu dvakrat druga, nekaj težav sicer na eni izmed tekem pri postavljanju počep oziroma na samem zaletišču, ampak vse ok na koncu. Izadora Kopač, ki jo je že v prejšnji epizodi malce izpostavila Urša Križnar, 4. in 8., Ajda Košnjak 2x5, Jerica Jesenko 4. in 7. Ogromno vrhunskih rezultatov v zelo močni konkurenci, predvsem pri fantih, ker je veliko jih zelo dobrih skakalcev na celinskem pokalu, ko so tu v Italiji olimpijske igre. Še Tajo Bodlaj omenim, da se je tudi vrnila na skakalnice tvojo Cimronika. Ja, in sem zelo, zelo srečna za njo. Se dobro počuti, si kaj govorila z njo? Sem se pogovarjala z njo, sva bila v kontaktu, seveda je itak skrbelo, tudi mene je skrbelo, ko sem se vračala nazaj, kako bo, a bo vse to zdržal kolen, ta pritisk, tudi jaz, če bom zdržala ta pritisk in sva se nekako majčken pogovorila tudi v tej smeri, da je njej bilo majčken lažje in sem mi povedala bolj v tej smeri, da skozi vse teste je šla, pokazali so zeleno luč in jaz mislim, da samo bolj suvereno naj prstane, nič tipati, ker ponavadi vedno, ko tipaš pri pristanku, pride več do napak, tako da naj samo uživa v tem, ko se vrača in verjamem, da je bil prvi skok stresen za njo. Sem pa res vesela, ker mi je posnetek poslala in ne vem, prav malo sem čisto iskreno, prav malo sem zajokala, ker sem res zadovoljna za njo, no. Res, ker vem, kaj je dala skozi in tudi jaz sem to dala skozi. Taja je bila včeraj gostja v studiu tekom same tekme, spremljala skupaj, ko se je vse skupaj dogajalo in v teh pogovorih je tudi sama na glas omenila ravno to, da je zelo bila vesela te tvoje pomoči in podpore. Dobesedno iz enakih zgodb in nekako nasveti najbolj izkušene slovenske tekmovalke v tem momentu.
Kapetanke. V soboto se nadaljujejo olimpijske igre v Predacu na veliki skakalnici, najprej za 3 kolajne skakalci, v nedeljo še tekma skakalk posamična, prvič v zgodovini, in potem še v ponedeljek super ekipna tekma, 2 fanta, tokrat prvič. Cene, kot si rekel, ti si dinozaver, imaš medaljo zadnje ekipne tekme 4 skakalcev. Izumrla disciplina. Ja. Vsaj na olimpijskih igrah. Upam pa, da čim dlje ostane še v koledarju svetovnega pokala. Vedno manj jih je žal. Hvala, ker ste bili z nami. Se slišimo spet prihodnji teden. Hvala tebi, Nika, za tvoj čas. Hvala vam. Olimpijska medalja za Slovenijo je tule že prvi dan 25 zimskih olimpijskih iger in končno je nasmejana tudi Nika Prevc. Ana Odine-Strem je prehitela Niko Prevc za točko in 1/10. Ana Odine-Strem je torej olimpijska prvakinja, Nika Prevc pa na izvrstnem 2. mestu. Zdaj bodo visoko zaplapolale slovenske trobojnice, kajti na vrhu je že Nika Vodan. Nika je v zraku, lep skok v poskusni seriji, tudi tokrat pa bravo Nika Vodan. Super začetek za slovensko reprezentanco, drugi za Slovenijo pa zdaj Anže Lanišek. Poskusni skok ni bil sanjski, če lahko rečem temu tako, 99 metrov, ampak naj samo ponovi vse skupaj, pa bo čisto v redu, predvsej bolje kot včeraj. Visoko je zdaj Anže, gremo, bravo Anže, bravo Anže, to pa je to, ima tisto med nogama, kar je včeraj pozabil, kako zdaj slavi, kar zapeljal se je čez Milano Cortina 2026 v izteku skakalnice. Nika Prevc, zelena luč in je že v nizkem počepu. Nika zdaj samo mirno, tako kot znaš, gremo, tudi ona je prišla predvsej nizko, Nika Prevc zelo zadržan skok, vseeno pa kar lepo čez tisto zeleno črto, ki je bila celo pri 92 metrih ob zares slabih razmerah in 97,5 metrov za Niko Prevc v prvi seriji je več kot dovolj za prevzem vodstva, zanesljiv doskok, še zadnji slovenski skok pa v tej prvi seriji. Domen Prevc v poskusni seriji 98 metrov, vidimo, da skače z 15. zaletišča. Domen je zdaj dobil znak Roberta Hrgote, gremo še enkrat, še en lep skok, Domna mirno, dobro izgleda Domen, bravo Domen, mirno, ni se še priklonil, to se stori na koncu tekme in upajmo, da se tudi bo. Zdaj še en odličen skok privoščimo Niki Vodan, 100 metrov v prvi seriji v zraku, tudi tokrat mirno, kar lepo izgleda čez prelet, bravo Nika. To je bil še en zelo lep skok za Niko Vodan, ki potrjuje prvo mesto Slovenije tudi po 5. današnjem skoku, 98 metrov, Hrgota pa je že zamahnil Anžetu Lanišku. Dajmo še enkrat Anže, 102 metra v prvi seriji, zdaj le je Anže odrinil, še enkrat gre mirno, to sploh ne izgleda slabo, bravo Anže Lanišek, tudi tebi hvala lepa za današnjo predstavo, super, zelena luč pa za Niko Prevc. Finalni skok, slabe volje je bila po prvi seriji 97,5, zdaj potrebuje samo 86 metrov za prevzem vodstva, bolj mirno je Nika Prevc, je šla zdaj le na 98 metrov nekje z lepim doskokom, 98,5 za Niko Prevc. Slovenija gre po zlato medaljo, tole zdaj že kar malce upam večkrat ponoviti, gremo pa zdaj Slovenija, gremo Domen Prevc po zlato olimpijsko medaljo. Pripravljen je že na vrhu zaletišča, Robert Hrgota čaka, zelena luč se je prižgala, 88,5 potrebuje Domen za zmago, za zlato kolajno, Domen je v zraku, leti, še Domen! Je! Zlata medalja! Priklon Domna Prevca! Imamo jo! Bravo naši orli in orlice! Bravo, Domen Prevc in Slovenija je olimpijska prvakinja na mešani ekipni preizkušnji. Fantastičnih 8 skokov za naše in povsem zasluženo se naši veselijo naslova olimpijskih prvakov. Poezija. Skok smo naredili. Svaka čast. Bravo in hvala lepa in nasvidenje.